Na koncu povedi smo jo vajeni. Vemo tudi, da je ne stavimo na konec naslova. Ali sta lahko 2 ali pa 3. Lotimo se vozla, kam in kako v slovenskem jeziku stavimo piko. Poglejmo krajšave. V imenih podjetij pogosto zapišemo tudi obliko gospodarske družbe. Na primer, družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba ali samostojni podjetnik oziroma samostojna podjetnica. Mimogrede, za imenom podjetja je najprej vejica. Ta ime loči od pristavljenega pojasnila, katere oblike je podjetje. Saj veste, podobno kot tisti zgled iz osnovne šole o Francetu Prešernu. France Prešeren, največji slovenski pesnik, se je rodil v Vrbi. Podobno kot Pika delniška družba je podjetje zastavil Pike. Pa okrajšajmo, kot smo vajeni. Pri teh besednih zvezah okrajšamo vsako prvino, krajšavni piki pa sledi presledek. Tako delniško družbo okrajšamo v DD, družbo z omejeno odgovornostjo v DOO, samostojno podjetnico pa v SP. Vem, pogosto ne vidimo ne vejic, ne presledkov za krajšavnimi pikami. Večina podjetij je tako tudi registrirana, vendar pa je registrirani zapis, čeprav pravopisno neustrezen, vendarle pomemben za račune in za dokumentacijo, ki jo pregleduje davčna uprava. Zgodi se, da se poved konča s krajšavo. Takrat za krajšavo oziroma krajšavno piko ne stavimo še ene. Kaj pa, če misli, zapisane misli, ne želimo končati in stavimo 3 pike? Kot vidite, je pred 3 pikami presledek. Vas je presenetilo to pravilo slovenskega pravopisa, ki velja že kar nekaj desetletij? Že res, da lepa beseda lepo mesto najde, naj pa svoje pravo mesto najdejo ločila.